Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o obilju oziroma o financah, pomanjkanju in tako naprej. V glavnem, zakaj se nekaterih ljudi drži denar, nekdo drug pa obrača vsak evro in mu zmerom zmanjka? Dejstvo je, da tale denar, dejstvo je, da smo na zemlji. Dejstvo je, da na zemlji je pač potrebno preživeti in. Pri denarju jaz sem prepričana, da je direktno povezan z našo podzavestjo. Zato, ker, glejte, če imam jaz prepričanje v podzavesti, da je denar umazan oziroma denar pokvari ljudi, ali pa za denar je potrebno garati, ali pa kdor ima denar, je nekoga okrog prinesel. Pomeni, da imam denarni zapis, rečem tako, kot mislim, zjeban. Ok, v redu. To pomeni, da dejstvo je, da denarni zapis v moji podzavesti je naravnan na pomanjkanje. No in zadnjič sem imela eno stranko, je imela v svoji podzavesti potrebo po izgubi, do sebe sem skopa, in še ena druga stranka je pa imela v bistvu zmerom težave z denarjem, imela je, samo da se spomnim, imela je v svoji podzavesti program pogoltnost. Prav pogoltnost, potrebo imam po pogoltnosti. In je vedno kazala s prstom na druge, ampak v bistvu je bila ona tista, ki je predelovala to finančno obilje oziroma pomanjkanje. V glavnem, to je najbolj pomembno, zdaj pa pojdimo pogledati, kaj lahko naredimo, da se teh podzavestnih programov znebimo. No, naj vam povem zgodbo, daleč nazaj, to je zdaj že enih 5 let nazaj, sem bila enkrat pri prijateljici in ona kuha kavo in tako medtem, ko kuha kavo, se obrne k meni in reče: "A veš, da jaz vem, zakaj sem brez denarja?" Sem rekla: "Zakaj?" Je rekla: "Zato, ker je moja babica govorila prav o tem, kdor ima denar, je pač nekoga okrog prinesel. In jaz želim biti poštena pa dobra in se vsega denarja znebim." In poznate verjetno kakšno damo ali pa kakšnega gospoda, ki kupuje razne bedarije, ki jih sploh ne potrebuje, ampak dejstvo je, da na koncu je zmerom brez denarja. No in dejstvo je, da energija denarja je tako, kot vse ostalo. Se pravi, dovolj, da pride v obilje vsega dobrega v tvoje življenje. Zdaj bomo pa majčkeno si pomagali s kartami, da vidimo. Za vse nas, ali pa za vse tiste, ki imajo težave s preživetjem. No, dejstvo je, da je to povezano s prvo pa z drugo čakro. Prva pa druga čakra sta direktno povezana s fizičnim preživetjem. Tudi denar je povezan s fizičnim preživetjem. In tisti, ki kopičijo denar, da rabijo imeti ne vem koliko denarja na banki, da se počutijo dobro, ali pa v denarnici, v tem primeru imajo hud strah glede pomanjkanja, se pravi, njihov temelj je porušen. Nekoč sem bila na enem predavanju in ne bi nikogar povabila na tako predavanje oziroma seminar. Je bil en gospod, nas je učil o prodaji. To ni bilo v okviru Neolife, ampak nekje drugje. V glavnem, in naslov predavanja je bil: Kako priti do mojega denarja v tvojem žepu. Grozljivo. V glavnem, cel seminar je bil, ta predavatelj je govoril o tem, kako v bistvu ljudi prinašati okrog. Vam povem, da ne, to ni moja vibracija, me ne zanima. Ampak zanimivo pa je bilo, ko je on začel to predavanje, je rekel, da ne vzamemo vsak svojo denarnico. Pod prvo smo mogli pokazati svojo denarnico. In to je bila ena stvar, ker denarnica je kakorkoli, to je intimna zadeva. Tukaj noter ne brska vsaka, je to tako. Druga zadeva pa je rekel: koliko imate denarja v denarnici, dajte potegniti ven. In vem, da sem takrat sem predelovala tudi strah glede pomanjkanja. Vem, da enostavno nisem želela pokazati, koliko denarja imam v denarnici. V tistem času sem imela limit, imela sem kredit,
in komaj sem pokrivala iz meseca v mesec. V bistvu res sem imela kodo pomanjkanja, ne? In se je prav potem poznalo, da tisti, ki niso imeli te kode pomanjkanja, so brez problema pokazali, koliko ima pač v denarnici. Se pa ni pomembno, koliko imaš v denarnici, a ne? Tisti, ki pa smo predelovali ta občutek pomanjkanja, dejansko nihče izmed nas ni želel pokazati, koliko ima točno denarja v denarnici. A ni zanimivo? No, tako da. Zdaj pa da vidimo, katere 3 karte so vam prišle. Ošotove karte. Delati običajne stvari. Običajne stvari, v katerih lahko zaslužiš. Zdaj pa poglejte. Prav to, kar je vam prišlo, je vrtnarjenje. Bogat je tisti, ki zna sam nekaj pridelati. Bogat je tisti, ki zna v naravi najdati nekaj za preživetje. Bogat je tisti, ki je dovolj priden, da se skloni, na koncu takrat, ko so borovnice, nabira borovnice, ko so gobe in gre nabrat. Dejstvo je, da narava nas nahrani in bogat je tisti, ki nekaj posadi in počaka, da zraste, ker to ga nahrani. Tudi v bodoče nas bo to hranilo. Ne vam prišepnem. Prebrala sem, v glavnem, v založbi Žarek bojo imeli ponatis knjige Anastasija. In dejstvo je, da Anastasija, te knjige, mogoče pejte v knjigarno, v knjižnico pa si sposodite knjigo, ampak notri Anastasija, to je ruska puščavnica, govori prav o tem, da bodočnost bo sestavljena iz tega ali pa bo odločila, kdo bo preživel, tisti, ki bo znal nekaj sam posejati ali pa pridelati. In da ljudje v mestu bodo hodili prosjačiti na deželo. Zdaj, jaz nisem noben prerok, ampak dejstvo je, da v to pa res verjamem. Kdor zna sam nekaj pridelati, je bogat človek. In, glejte, zemlja, recimo, za imeti vrt, recimo v Kranju sem se včasih vozila mimo, oddajajo vrtove, pač, da lahko najameš zemljo za vrt. Glejte, to je nekaj, to je bogastvo. Zemlja je bogastvo. Druga zadeva, sodelovanje. Sodelovanje nas vedno pripelje do bogastva. Glejte, jaz, če gledam te moje projekte, sodelovanje pa bogastvo, jaz zdaj nam rekam, sem bogata, ampak bogata sem zato, ker znam sama pridelati nekaj. Bogata sem zato, ker znam ustvarjati. Ja, zato, ker ustvarjam, ker se ne bojim pomanjkanja, ampak enostavno ustvarjam in delim in sejem. In vedno pride več nazaj. Tako pač je. Vse, kar pošleš, bumerang, ki ga odpošleš, pride nazaj. In zdaj jaz, če sejem pomanjkanje, bom žela revščino. Če sejem obilje, dobim bogastvo. Ampak ni bogastvo samo denar. Bogastvo je, glejte, izobilje časa. Dajte pomisliti. Izobilje časa, da lahko greš v naravo, ne vem, takrat, ko je sonček. Da lahko rečeš vmes, takrat, ko je zadelati, zdaj si pa naredim pauzo in si jo podaljšaš za več kot za pol ure. Da enostavno takrat, ko tvoja duša rabi več. Zato, glejte, obilje je povezano z obiljem časa, energije, navdihom, oziroma kdor ima kodo pomanjkanja, ima kodo pomanjkanja tudi pri času. In to je prva stvar, ki reče, joj, zmeraj zamujam, zmeraj mi zmanjka časa, nimam časa. To je program, čas imamo vsi. Časa imamo vsi enako, 24 ur na dan. Ampak ta čas, glejte, bojo prišli ljudje, ki ropajo. Pa ne materialno, ampak naš čas. A zmoremo reči ne. A smo samo slabe volje. Veste, to je tisto, kar nas uči življenje. Ko zmoremo reči ne tam, kjer nam odteka energija, naenkrat imamo izobilje časa. A ni zdaj to dobro? Druga stvar je izobilje energije.
Moje telo potrebuje počitek. A ne, se pravi, ker ga imam rada, poskrbim, da grem zadosti zgodaj spat. Če ga ne spoštujem, ga bom zlorabljala in bom ure in ure drsala po telefonu in gledala neke brezvezne novice, ki na konec koncev mi ne pomagajo pri tem, da bolj živim. Ali pa recimo energija. Moja energija. Ljudje, pijavke, se preko solarnega pleksusa priklopljajo na našo energijo. In lahko to občutite kot, da vas zavije v želodcu. Druga stvar pa je, naučite se čistiti svoj solarni pleksus. Kako to delate? Enostavno v nasprotni smeri urinega kazalca, kot bi navijal energijo, in potem vzameš ta drugo roko in presekaš in to energijo pošlješ v angelsko svetlobo. Naj se razblini. To lahko vsak naredi. Če vas zvije v želodcu od nekih slabih odnosov v službi, mogoče pa to sporočilo vaše duše, je služba res ta prava pot v tvojem življenju, a pa mogoče obstaja kakšna druga pot, kjer bo tvoja duša pela. Glejte, to je tudi moja zgodba. Leta nazaj, ko sem bila še v službi, mene je bolel želodec. Solarni pleksus je povezan točno z energijo želodca. In to je bilo sporočilo moje duše, to ni pot zate. To te duši, odtisnjuje. Ja, jaz, če bi ostala v službi, če bi hodila še vedno v domelu železnike, verjemite mi, da nič od tega ne bi delala, kar delam. Sigurno ne. Pač jaz bi hodila v varno službo, pritoževala bi se čez sodelavke pa sodelavce, bila bi slabe volje, pritoževala bi se verjetno še čez koga in to bi bilo to. In to pač ni moja pot. Moja pot me je peljala skozi to, ko me je začel želodec boleti zaradi službe, sem pač se spustila iz te navidezne varnosti in se rekla, če ne drugega, bom nekje pomivala posodo, pa mi bo fajn. Ampak to je bilo, pa mi bo fajn. To, kar bom delala, jaz bom uživala v tem. No, danes sem govorila pač s temi dijaki, ki zdaj zaključujejo, oziroma temi, ki bojo zdaj šli v prvi letnik faksa. Eno dekle prav, pa saj ne vem, v čem sem točno dobra. Rekla, zdaj tako doma so me usmerili na to, da moram varnost iskati. Pravo je sigurno to, kar vsi rabijo. In ona, nežna duša, vsaka bi objela in ona na pravo. Zakaj? Zato, ker so ji doma rekli, to ljudje rabijo. Ampak po drugi strani je pa ona eno sončno bitje, ki jo bi pravo ubilo. Njenega duha bi ubilo. Ona rabi leteti. In sem jo spraševala, kaj je tvoj talent? In ko jaz moje otroke usmerjam, da se izražajo skozi talent, se pravi, so prišli opremljeni v to življenje s talentom. In vsak izmed nas je prišel opremljen v to življenje za preživetje s svojim talentom. In zdaj, če jaz gledam moj talent, je seveda izražanje skozi pisano besedo. Ne toliko skozi govoreno, tukaj vidite, da včasih se mi čist fecla in tako naprej, ampak skozi pisano besedo. In vem, da s tem, ko pišem, in pišem iskreno, in pišem to, kar občutim, da je resnica, pomagam ljudem, da delajo klike v svojem življenju. In to je moje poslanstvo. Vaše je nekje drugje. Ampak sigurno pa ni tam, kjer so vaši starši rekli, da je tam sigurna varnost. Dajte, bodi priden, potrp, najdi si naredi dobro šolo, najdi si službo. To je preživeta zadeva. Danes smo prišli na drugačno stopnjo. Ta stopnja je, poišči, čim si dober, kaj je tvoj talent. Izražaj, razvijaj svoj talent, dovolj, da te nahrani tvoj talent in videla boš, da vse obilje tega stvarstva bo prišlo v tvoje življenje. Pač tako je. Jaz res verjamem v te zadeve, da smo opremljeni za preživetje in zato imamo različne talente. Prav zaradi tega, ker pač ne moramo biti vsi predsedniki. Pač nekdo je dober za predsednika, nekdo je pa dober, ne vem, za čistilko, ampak vsako delo je cenjeno.
vsako. Tudi tisti, ki grabi listje, to je cenjeno delo, tisti, ki zida, vsako delo je cenjeno. Gre se za to, da uživaš, da letiš, da imaš strast v življenju. In ta strast te bo vedno, vedno nahranila. Res sem v to prepričana. Dajmo še pogledati. Prehod v novo dobo. Prehod v novo dobo, sporočilo glede obilja je pa, resnica je ena. Vedno in povsod izražam resnico. Se pravi, je povezano to, kar imam jaz kar bo mene nahranilo v mojem življenju, je povezano z resnico. Kaj je moja resnica? Mogoče to, da sovražim svojo službo. Dobro, res jo ne, ampak mogoče jo vi. Preverite z mišičnim testom. Glejte, zravnano sedite, rame zmigate, zamižite in se vprašate, globoko v svoji duši nosim sovraštvo do svoje službe. Jaz ne, jaz uživam v tem, kar delam. Meni je všeč to, kar delam. Ampak, če pa vi sovražite svojo službo in vsak dan hodite v to zastrupljeno okolje, ki ga že s svojimi čustvi zastrupljate vi in vaši sodelavci vam dajo točno to porcijo, točno to ogledalo, da se vam vsak dan znova obrača v te službe. Pa je pa čas, da naredite korak naprej. In naslednja je prišla lahkotnost. Korak naprej. Zavedam se, da mi življenje ponuja lekcije. Lahkotno grem s tokom življenja. Lahkotno grem s tokom življenja pomeni, da včasih dovolim, da me tok življenja kam odnese. Nekoč, veste, ko sem se še trudila za neke rezultate, glede na to, da se 29 let bo, odkar sem pri podjetju Neolife, veste, mrežni marketing je zanimiv in ima poseben sistem korenčka in ta strah pred izgubo. Zbirajo okrog sebe ljudi, ki so okuženi po eni strani s pohlepom, po drugi strani pa strahom glede preživetja in potreba po pohvali. In zdaj te ljudje, in mogoče ste na tega naleteli, ki vam je vsiljeval neko zadevo in ste rekli, vse, kar spominja na mrežni marketing, je stran od tega. In ne nazadnje, jaz vem tudi, nam rekli toliko mojo zgodbo kot ljudi, ki jih poznam, da bi vse naredili za dosego določenih titul, nazivov, prometa in tako naprej. No in dejstvo je, da če imaš da za ta korenček ti ga dajo, da strah pred izgubo, tako se mi smešno zdi. Smešno se mi zdi zaradi tega, ker vem, kako to zgleda, ker sem bila v tem kolesju noter, ne nazadnje, in vam povem, kaj se je zgodilo, odkar sem izstopila iz tega kolesja ven. Jaz ne delam mrežnega marketinga, redko, da sem komu mentor, pa še to nisem dober mentor, zaradi tega, ker sem mnenja, da nekdo, ki želi napredovati, bo napredoval zato, ker ima svojo željo, ne moja želja. Tukaj moja želja je dejansko brezvezna. In druga zadeva, če jaz delam moj posel z iskreno željo, da ljudem pomagam, se pravi, se ne gre za promet, ne gre se za to, koliko bom prodala ali pa koliko prometa bom naredila, ampak iskrena želja, da človeku pomagam, je to zdaj čist drug pristop. In jaz tako delam. In zdaj smo dobili rezultate in menda, zdaj ne vem, če to sploh zapovedam, ja je, zdaj smo pri obilju, ne nazadnje. Sem na prvem mestu po prodaji za celo Evropo. Pa sploh ne delam. Jaz samo ljudem pomagam, nič drugega. Samo ljudem pomagam in niti ne rečem, moraš moje vzeti, ker na koncu ni važno, pa se ni moja pot edina. Nekdo rabi drugo izkušnjo, nekdo ima celo boljše izdelke. Super! Vedno bom ploskala ljudem, ki delajo korake. Vedno in ne glede na to, a imam korist od tega ali ne. No, zdaj pa pojmo na drugo zadevo. A imam korist od tega ali ne? Nekoč sem sodelovala z eno gospo in poti so se zaključile.
In ko so se zaključile te poti, sem rekla, da jaz imam res kar nekaj takih dobrih znank, lahko rečem tudi prijateljski so mi, tako rada jih imam, res rada. In da rečem, da od večine nimam nobenih finančnih koristi, ampak imam rada njih kot dušce. In no, prav ta gospa je pa dejansko sva zaključili sodelovanje zaradi tega, ker ni imela finančne koristi od mene. A ni zanimivo? Ker prijateljstvo je eno in če gledaš skozi koristi, je to čist drug planet. Tukaj ne gledamo koristi, tukaj gledamo, kako človeku lahko pomagam. No, zdaj pa za vse tiste, ki se borite s pomanjkanjem. Eno stvar, zdravilno molitev dekodiranja uporabljajte, da boste počistili vse kode glede pomanjkanja. Zdaj tukaj noter vam bo veliko pomoč knjiga, Ko ima življenje žur, ker tukaj noter sem prav o tem pisala, o pomanjkanju, strah glede denarja in tako naprej, strah glede uspeha. Tako da to boste tukaj noter najdeli. In za vse tiste, ki pa iščete svojo pot, se pa vprašajte, v čem sem dobra. V čem sem dobra, v čem sem dober. V nečem morate biti najboljši. Kaj je tisto? Kaj je tisto, ko pozabite na čas? Kaj je tisto, v čemer res uživate, ko vam duša poje? Ne vem, mogoče radi kvačkate. Če to radi delate, najte način, kako bojo vaše produkte ljudje kupovali, ker boste vtkali noter, ukvačkali noter vašo ljubezen in vašo strast. Če radi, ne vem, kuhate, najdite način, kako boste s tem pomagali ljudem. Če radi plešete, najdite način, kako boste s tem pomagali ljudem. Glejte, nekaj imate v sebi, sigurno, v čemer ste najboljši. In v tem, čemer ste najboljši, najdite način, kako boste s tem obogatili svet. Kako boste svetu dodali vrednost. In ko boste začeli dodajati svetu vrednost, brez računice, brez tega, da razmišljaš, ko bom pa zdaj, jaz imel od tega in tako naprej, toliko časa bojo vrata obilja na široko odprta in bo samo prihajalo k vam. Samo prihajalo. Kako lahko dodam vrednost svetu, svojim talentom? In boste videli, dobili boste ideje. Dobili boste prebliske, naredi to. Ja, potem je pa lahko strah. Strah pred uspehom, pa strah pred neuspehom. Tudi to preverite, če imate v svoji podzavesti, ker če vas je strah uspeha, se boste tako ali tako, je tukaj samo sabotaža. Če vas je pa strah neuspeha, pa tako ali tako ne boste nič naredili, zaradi tega, ker kaj bojo pa rekli ljudje? Kaj bojo pa rekli ljudje? Kaj pa če mi ne rata? Strah pred kritiko. Kdo bi v vašem življenju najhujši rabal? Mogoče en od staršev, ki vam je govoril, da iz tebe ne bo nič, da najdi si varno službo in tako naprej. Veste, to so programi, ki jih pač imamo. In zato, glejte, če želite, da vas vesolje, stvarstvo nahrani, začnite vi na en način hraniti druge ljudi. Ko grejo energije. To je ta bumerang. In boste videli, da je to, kar vas bo nahranil, bo veliko več, kot si lahko sploh predstavljate. Ker cikel energije gre na ta način. Zato, ja, res je zanimivo tale obilje. Dajmo zdaj še pogledati naprej. Naslednje sporočilo je pa: moje celice se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Prav počitek je vam prišla. Odmik od tega, kar meni povzroča stres. Se pravi, to, kar meni povzroča stres, je tisto, kar ni moja pot. In šele takrat, ko se umirim, ko dovolim, da skozi mene teče božja svetloba, začnem dobivati ideje. Ampak prav ideje, naredi to. Vam povem, 6 let nazaj, ko sem ko sem imela idejo, da bom napisala knjigo. Vedela sem nekako tako, da mogoče bo pa naslov
ko imajo hormoni žur. Imela sem predavanje s tem naslovom in sem začela razmišljati, da to bi bil pa mogoče dober naslov za knjigo. In potem seveda sem šla z glavo skozi zid, ker sem hotela na silo, tudi če takrat pri mrežnem marketingu nekaj doseči, in so se mi vse poti enostavno zaprle. Prav do konca poti sem prišla. In takrat sem šla k gospe Darinki v Radovljico in da bi mi ona povedala, kje zame pot naprej. In ona pravi, ne vidim, nije. To je ena gospa, ki je medij. In je rekla, res nič več nimaš? Se rekla, ne vem, razmišljam. Mogoče bom napisala knjigo. Je rekla, no dajva to pogledati. Je rekla, kako je naslov? Je rekla, ko imajo hormoni žur. Me pogleda čez mizo in rekla, domov pejt pa začni pisati. Knjiga, ko imajo hormoni žur, bo zdaj kmalu 7. ponatis. Se pravi, skoraj 18.000 izvodov je že pri ljudeh. Ljudje, ki jo berejo, povratne informacije so, živim boljše. Telo se je preoblikovalo. No, mi je ena gospa rekla, da se je odprlo točno to, kar je ona rabila, imela je krče v mišicah in je prišla do magnezija in rekla, takrat sem začela magnezij uporabljati in krči so zginali. A vidite, mogoče se vam samo odpre na tistem delu, ki vi rabite, ali pa cela knjiga, da je za vas, ne vem. Dejstvo je, da ta knjiga je nastala, ko sem nehala vlagati energijo v zakon, ki je že davno, davno umrl. Jaz sem dala energijo v knjigo in pogledajte, kaj je nastalo. Uspešnica. Veste, tako grejo te zadeve. Nikdar ne vemo, nikdar ne vemo, kaj nas čaka. Ampak druga stvar pa, jasno nam pa naša duša sporoča preko naših čustev, kje je ta prava pot oziroma kdaj vemo, da nismo na pravi poti. In takrat, ko imamo občutek, da se zaletavamo kot muha v okno in izgubljamo energijo in smo vsak dan znova kot palačinka na tleh, takrat vemo, da nismo na pravi poti in da je čas, da začnemo slediti svojemu talentu, svoji strasti, svoji sreči, svojemu navdihu. In to, kar bo prišlo v naše življenje, je tisto, kar nas bo nahranilo. Tako da samo zaupajte, jaz res tako neskončno zaupam v podporo stvarstva, tako neskončno verjamem, da smo veliko več kot samo to življenje in da se učimo. Tudi recimo tisti, ki predelujete kodo pomanjkanja, ste lahko v enem od življenj umrli od lakote in v tem življenju samo kopičite. Dajte počistiti, zato sem napisala knjigo, ko imajo duše žur, tukaj noter boste imeli naprej navodila, kaj je treba narediti. Tako da, ja, jaz delam svoje korake, ampak hkrati, ko delam svoje korake, pišem knjige in vem, da s tem lahko tudi vam pomagam. Da vidimo, zdaj pa še vodstvo bogin. Zdaj pa šel čas ženske energije, da se izrazite, da zažarite, da ste boginje na zemlji. Tako pač je. Čas se spreminja in da vidimo, katera energija nas ta trenutek najbolj podpira. Glejte, kaj vam prišlo. Prišla je neskončna zaloga. 7. Priskrbljeni ste za danes in za vse naslednje dni. To je sporočilo. In prva karta je prišla, Mati Zemlja. Poklicani ste, da pomagate pri varstvu okolja oziroma Mati Zemlja vas bo nahranila. Mati Zemlja vas bo nahranila. Ampak ja, potrebno je posejati kakšno seme. Drugače vas ne more, vam nima kaj dati nazaj. Če samo tarnamo na tem, česa ni, nas ne more nahraniti z izobiljem vsega. Mati Zemlja, prav želim, Mati Zemlja je, to je havajska, ne,
No, da jo zdaj najdem ta pravo mat. Mave. Marija Matibor. Aha, tale je. Se pravi, zahodnjoafriška boginja lune, za katere verujejo, da je z možem, sončnim bogom Lizom, ustvarila življenje. Mavu, tiste, ki jo pokličejo za pomoč, nauči živeti v harmoniji z naravo in spoštovati naravna bogastva. Zagotavlja, da smo obilno založeni z vsem, kar potrebujemo, ne da bi pri tem povzročili škodo planetu. Sporočilo. Danes ni pomembnejše stvari kot vračanje materi. Ponovno osvežite prijateljstvo s prstjo, zrakom, z vodo. Prst je življenjska sila materinskega življenja in prav nobenega smisla nima, da bi nadaljevali s propadajočim onesnaževanjem planeta in z umazanijo. Vaš prispevek je nujen, pa čeprav zelo majhen. Z malimi in preprostimi spremembami v svojem delovanju lahko ogromno prispevate za dobrobit planeta. Splača se, verjemite mi, in jaz vam bom pomagala dokončati ta podvig na vseh področjih. Mati Zemlja vas bo nahranila, vrnite se k naravi. No in še tale neskončno zaloga, to je pa čisto sporočilo, vsega je dovolj, vsega je dovolj. Da vidimo, to je katera boginja, bi jaz rekla, da je to eskimska in aljarska boginja morja, ki priskrbuje hrano za dušo in telo. V tragični ladijski nesreči je izgubila konice prstov, prsti pa so se spremenili v kite, tjulnje in druga morska bitja. Tako je Sedna intimno povezana s prebivalci morja. Prikličite jo za obilno preskrbo, posebno za vašo družino. Sedna vam bo pomagala pri vsakršnih morskih podvigih, med drugim tudi pri delu s kiti in delfini. Nova doba, ki prihaja, je povezana z energijo teh morskih bitij. Morska bitja nosijo novo frekvenco oziroma nosijo frekvenco nove zemlje. In s tem oglašanjem, recimo kot kiti, zdaj mi je prišla na misel Dori pa tale Nemo, ki začne kitovščino govoriti. V bistvu kiti s tem zvokom vplivajo na vibracijo zemlje. Tako kot drevesa vplivajo na vibracijo zemlje, tako kot korenine dreves vplivajo na vibracijo zemlje. In čas je, da se začnemo povezovati s to energijo. Prav čas je. No in zdaj da vidimo sporočilo Sedne. To je vesolje obilja, ker je vsega več kot dovolj za vsakogar. Vendar energijska oblika tega planeta je polarnost. V vsakem trenutku daje in prejema. Ključ je v ravnoteženju dajanja in prejemanja. Če samo dajete, se boste počutili izsušeni, razdražljivi in kot da vam nekaj manjka. Če samo prejemate, ne boste uživali v tem, kar imate. Ravnotežje prihaja iz uravnoteženja dajanja, kot ste vodeni, in veselja in hvaležnosti prejemanja. To je natanko tako kot dihanje. Oba, vdih in izdih, sta pomembna, enako pomembna za naš obstoj. Vsak dan se urite v dajanju in prejemanju in nikoli si ne boste ničesar več želeli. No, očitno bomo zdaj še ta delček pogledali. Dovolite, da pride. Preverite, če imate v svoji podzavesti program ne želim prejemati. A veste, sploh ogromno ljudi je, ko mu želiš nekaj podariti, pa ne, se ni treba. Namesto, da bi rekel hvala. To se vidi že pri tem, da ne sprejemamo komplimentov. Vam nekdo reče, kako imaš lepo obleko. Reče, daj stara, je na razprodaji, sem jo kupila. Namesto, da bi samo sprejeli kompliment. Nič niste dolžni, samo sprejmete.
In to je veščina, ki se jo šele učimo, sploh ženske. Ženske smo programirane na dajanje, ne pa na sprejemanje. In tako dih, kjer vdih sprejemaš in izdih sta pomembna. Zato, če ste programirani na prostitucijo, v tem primeru ne morete zaračunati in boste vedno v pomanjkanju. Preverite zdaj z mišičnim testom, ne vem, v svoji podzavesti nosim potrebo po prostituciji. Jaz ne, pa sem imela to kodo in dejstvo je, da če imaš potrebo po prostituciji, se samo razdajaš, na en način ljudi posiljuješ z nekimi rešitvami in nikdar ne zaračunaš. Zdaj pa ta stvar je pa pomembna. Vi morate zaračunati. Vi morate reči to, ne vem, če nekomu pomagate, nekako je treba energijsko uskladiti te zadeve. In tako kot nekoč, ko je en gospod me vedno klical takrat, ko je imel probleme in kako vidiš te zadeve, in enkrat sem mu rekla, da midva nimava uravnotežen najin odnos. Energijsko nimava uravnotežen odnos. A mislite, da je še kdaj poklical? Ne. Zato, ker sem rekla, moje svetovanje stane. In takrat je bilo konc. Jaz vem, da točno s tem gospodom sem imela za predelati, ker v enem življenju sem pač videla, da me je posilil. In v tem življenju me je na drug način posiljeval, ampak jaz sem mogla reči, dovolj. Zdaj bova pa to uredila. Ne, to je pa moja naloga bila, dovolj. Ja, in zdaj, če ste vi prostitutka, čas je, da tudi to počiste. Ne rabite biti več. Čas je, da postanete drugačni, da postanete boginja na zemlji, ker dovoljujete, da v vaše življenje pride obilje vsega dobrega. Ja, ampak tukaj se pa začne pri meni, pa pri ljubezni do mene. Ker če sem jaz do sebe skopa, če jaz sem ne privoščim niti kozarca vode, če si ne privoščim niti ene rutke, da rečem, ak si zame še dober, jaz res ne rabim. Ja, kaj mi bo dalo vesolje? Izobilje? Ne, ona ne rabi. Ona je 1000krat ponovila, ona ne rabi. Nemogoče, da bi meni kaj dalo, ker sporočam ves čas, da ne rabim. Zato lejte, brez slabe vesti, zato ker se vam rada, jaz se cenim, se naspim. Ja, zato ker se vam rada in se cenim. Brez slabe vesti si vzamem čas za meditacijo, zato da grem tudi na kolo, da grem v gozd. Brez slabe vesti si vzamem čas, da se nahranim in da dovolj pijem. Lejte, kdor se nima rad, in poznam take ljudi, ki imajo sladkorno bolezen, niti toliko se nimajo radi, da bi pil. Veste, kakšna zloraba svojega telesa je to? Kakšna zloraba? Tako da tukaj noter, kako naj vesolje da izobilje, če že pod prvo ne piješ? Kako? In smo pri ljubezni do sebe in tukaj se začne obilje. Obilje, da sebe objamete, pa rečeš, rada te imam. Da mogoče, veste, ko vas nekaj tako močno potegne, pa je mogoče kakšen evro ali pa 2, da si privoščite to. Ali pa mogoče, da greste samo zato, ker vam je všeč, ne vem, na limonado. Zato, ker se imate radi in se cenite. Se jo lahko doma popijete, ampak mogoče pa kje kakšna taka točka, ki vas tudi majčkeno z energijo napolne, pa se si brez slabe vesti to privoščite. To je ljubezen do sebe. Tako da, ja, tale video je res dolg nastal, ampak očitno je tole obilje res kompleksna zadeva. Tako da delajte na sebi in boste videli, ko boste sprostili kode pomanjkanja, vam bo vesolje dalo izobilje vsega. In boste videli, kako boste lahko vsak dan hvaležni za darove, ki jih prejemate, zaradi tega, ker ko začne to prihajati, to obilje, res je neskončno. In obstaja še en nadangel, ki pomaga pri obilju, in to je nadangel Ariel. Ta nadangel šepeta, govori, vodi, tako ravno pred nami je in hoče, spodbuja, daje ideje. Ne klufta,
ampak se hihita in čaka. In včasih se hihita, ko vidi, kako mi bredemo kot pujski po blatu, pa iščemo korenince, namesto da bi rekli: halo, tega ne rabim, čas je, da začnem živeti. Veste, in čaka, samo čaka, z radostjo, da se obrnemo na njega in rečemo: pomagaj mi, zdaj sem pa pripravljena sprejeti. Veste, to je to. Jaz lahko sprejmem ideje, ko sem pripravljena sprejeti. Kaj naj še rečem? Dovolite, da se zgodi, vse se bo zgodilo. Dovolite, samo dovolite. Sem toliko prepričana v to, da želim tudi vam povedati, da vse je, prav vse je. Tako da uživajte. Življenje vas želi podpreti, ampak dovolite, da se odprejo ta velika vrata obilja, da to pride v vaše življenje. Tako da uživajte na tem potovanju, ker življenje je v osnovi, ja, res je zabava, če ga tako vzamete.